Kadar naročnik pokliče arhitekta z željo naj mu opremi stanovanje, ki je bilo pravkar zgrajeno, se arhitekt znajde pred izzivom, kako upoštevati obstoječe stanje, ki si ga je zamislil nekdo drug, in hkrati temu stanju prilagoditi naročnikove želje. Ravno to velja za stanovanje, ki ga bomo predstavili v naslednjem prispevku. Je del večjega objekta v središču Ljubljane, v katerega so se prvi stanovalci vselili šele lani. Zdaj ponuja veliko sloga, udobja in vabljive razglede. Tole stanovanje živi v duhu sodobnosti in kljub izčiščenemu oblikovanju nudi zadostno mero domačnosti, predvsem pa omogoča nenadkriljiv pogled na ljubljanski grad. Vivijana, pozdravljeni. Kdaj ste vi lahko pristopili k oblikovanju tega stanovanja? Torej, naročnik me je poklical takrat, ko je v bistvu bilo stanovanje pred prevzemom. To se pravi, da je bilo že popolnoma dokončano, seveda brez opreme, in je želel, da jaz še malo pogledam, če bi bilo mogoče kaj še popraviti, kar se tiče izvajalcev. In kako ste se potem ujeli z željami naročnikov? Kakšna so bila izhodišča? Torej, z naročnikoma se že odprej zelo dobro poznamo, ker sem že ima opremljala že predhodno stanovanja. Tako da smo nekako vsi vedeli in ona dva od mene, v bistvu, kaj lahko pričakujete od mene in tudi jaz, kako zahtevna sta oziroma kaj si želita. Zato specifično stanovanje so bile pa želje take, da bo res nekaj drugačnega, da bomo dodali kakšen poseben detajl, kakšno posebno morda umetniško delo, da ga bomo nekako povezali zgodovino tega kraja, kjer stoji v bistvu ta stavba. Sem si tukaj zamislila en vzorec, ki je 3D, se pravi, celotna stena deluje kot neka tapeta, če jo pogledaš od daleč, ampak ko prideš blizu, vidiš, da ima ta 3D moment, da je več plasti in vsaka plast je potem premazana z dekorativno barvo v neki posebni tehniki. Tako da, ko pogledaš blizu, ima vsaka nek svoj drugačen relief. Stanovanje meri 110 kvadratnih metrov. Vhod se zgodi na res lepem mestu, ki nas takoj povabi naprej v bivalni del. V bivalnem delu imamo najprej dnevno sobo s to veliko zofo in poličkami ter oblogo za televizijo. Potem pa sledi jedilnica in majčkeno skrita zadaj kuhinja. Iz te jedilnice je potem vidna tudi loža, zunanji pokrit prostor, ki ima samo ena vrata iz strani, sicer je pa v celoti zasteklen, da se jo pa tudi zastreti z premičnimi stekli. Potem pa iz kuhinje in jedilnice nekako pridemo v spalni del stanovanja. Tam pa imamo hodnik s 4 vrati. Prva vrata vodijo v spalnico, ki je orientirana prav tako proti gradu, se pravi, ima ta najlepši razgled. Spalnica je tudi edini prostor, ki smo ga malenkost tlorisno prilagodili. Tam smo dodali še walk-in garderobo, ker je bila, bom rekla, prvotno zamišljena precej majhna. Potem pa imamo iz tega hodnika vhode še v kopalnico in manjši utility, ter na koncu še v kabinet oziroma otroško sobo, ki pa je orientirana na notranji atrij tega večstanovanjskega objekta. Med posebnostmi tega stanovanja je obloga, ki je videti, kot da je lesena, čeprav je v resnici vlaknena plošča, reskana in polakirana s prozornim lakom. Ja, torej ta rebras motiv je izveden v MDF-u. To je precej klasičen material, ki ga uporabljamo za pohištvo. To se sicer zadnje čase kar precej pojavlja, vendar smo mi izbrali nek poseben detalj oziroma profil tega rebrenja. Tako da, ko ga od blizu pogledaš, vidiš, da je specifičen, da je drugačen. Dočimo daleč pa vseeno deluje kot neka enotna površina. Želeli smo doseči malo bolj topel učinek in smo potem rekli, dajmo ga pa pustiti na nekaterih mestih vidnega. In ko ta material pustiš viden, tako kot recimo na oblogi v dnevni sobi za televizijo, on dobi tako toplo leseno barvo, kljub temu, da v bistvu tam ni neke vrste lesa, to ni hrast recimo. Kako ste sicer razmišljali glede barvne nianse? Ja, torej v stanovanju ni pohištva v beli barvi, vse je v taki zelo svetli sivi. Potem pa smo želeli dodati še neko barvo, ki bi bila mogoče malo drugačna, ki ne bi bila ta klasična, ki se mogoče pojavlja ali pa je zdaj popularna. In smo se odločili za sedežno garnituro v temno modri barvi. Ta sedežna garnitura je vidna že takoj ob vhodu v stanovanje.
In potem smo njej želeli kot neko protivtež dodati še eno toplo barvo in smo se odločili za zamolklo rdečo. Tako da recimo tele barski stoli so se nam zdeli idealne barve in smo potem na to barvo nekako iskali tudi mizice, tudi neke ostale dodatke v stanovanju. Ena posebnost je tudi kuhinjski otok. Za kakšen material gre pa tukaj? Kako ste ga oblikovali? Sama oblika otoka je pa nekako išla iz tega, da se potem zelo blizu kuhinje in jedilnice naprej nadaljuje spalni del. Torej vrata so zelo blizu otoka. Nismo si želeli, da bi bila to ena velika gmota, ki bi potem takoj, ko prideš iz spalnega dela, da se v njo zaletiš in da te nekako zapre. In zato smo ga oblikovali na ta način, da je podstavek pomaknjen navznoter. Tehnični kamen pa je zelo krhek material lahko, se pravi, on nima neke možnosti, da prenaša daljše razpone in zato smo ga mogli podložiti, predvsem v tem delu, kjer previseva čez otok. Svetila so v sodobnih stanovanjih pomembna prvina oblikovanja atmosfere. Kar se tiče svetil, smo tudi mogli biti zelo iznajdljivi. To nekako izhaja iz tega, da smo bili omejeni z inštalacijami. Se pravi, na stropu smo imeli samo 3-4 izpuste v bivalnem delu. Želeli smo si posvetiti tudi ostale stvari, se pravi to steno, kuhinjski otok in zato smo potem poiskali rešitev, kjer na stropu umestiš tračnico in se potem lahko noter dodajajo posamezni kosi reflektorji, torej elektrika je pač možna, bom rekla, na praktično celotni dolžini. In na ta način smo lahko potem tudi poudarjali to steno in pa dobili smo recimo osvetlitev otoka, v dnevni tudi smo lahko v bistvu dodali noter še en trak, ki nam spet doda čisto drugačno svetlobo. Tako da ta aspekt recimo je bil bolj tehničen. Tudi v tem delu nismo želeli spuščati stropa, namreč strop je visok 3 metre in ni spuščen. Če bi mi želeli nekako svetila prestavljati, bi mogli strop spustiti. Tega si pa nismo želeli, ker nam je bilo ravno to všeč, da je strop tako visok, plus da so okna praktično do stropa, tako da bi imeli zopet težavo. Kakšna pa je zgodba valjev, ki te pričakajo v predprostoru? Mislim, da je pač vhodni prostor res en tak poseben prostor, ker te pozdravi vedno, ko prideš domov. In zato smo ga želeli oblikovati ne samo funkcionalno, ampak tudi estetsko. Na eni strani so samo vgradne omare za oblačila in za čevlje, potem na drugi strani imamo pa to veliko ogledalo in te valje, kjer se dejansko lahko usedeš in se sezuješ. Spodaj pod valji se pa nahaja še en podstavek za čevlje, s tem upravim, ki je iz enakega materiala kot kuhinjski pult in je namenjen temu, da pač tam počivajo čevlji, ko jih še ne moremo pospraviti v omaro. Prav takšni detajli in premišljeno izbrani barvni poudarki opreme so tisto, kar temu stanovanju vtisne pečat edinstvenosti.